Pred mnogimi leti sta v mestu Kyoto živela dva soseda. Prvi je bil reven čevljar, drugi pa bogat lastnik prodajalne z ribami. Od jutra do večera je rezal ribe na koščke, jih nabadal na bambusove paličice, obešal na žerjavico, pa pražil, prekajeval in vse mogoče. Zelo okusno pa je znal pripravljati jegulje. Najprej jih je pomočil dišečo omako, jih prepražil na maslu, prekajeval in nato namočil v kis. Skratka, ta človek je znal svoj posel. Imel pa je eno slabo lastnost. Da, bil je zelo skop. Nikomur ni svojega blaga dal nikoli na upanje. No, njegov sosed, revni čevljar, je pa imel zelo rad prekajene jegulje, vendar nikoli ni imel toliko denarja, da bi si jih lahko privoščil. Vsi pa vemo, da je revščina iznajdljiva, kaj ne? Tudi naš čevljar se je kmalu domislil, kako bi lahko potešil to svojo željo. Okoli poldneva, tam ob času kosila, se je napotil v prodajalno z ribami. Izpod pazduhe je povlekel svojo običajno riževo gibanico in se usedel k ognjišču, nad katerim so visele jegulje. Sedel je tam in se pogovarjal z bogatim trgovcem, medtem pa ves čas vdihoval vonj po prekajenih jeguljah. O, kako čudovito so dišale. Vsrkavajo njihov vonj in za trenutek se mu je zazdelo, da ima v ustih tolsto, mehko jeguljo. In to je počel vsak dan. Ampak bogati in skopi trgovec je spregledal čevljarjevo zvijačo. In sklenil je, da tako ali drugače od njega iztrži denar za ta užitek. Naslednje jutro, ko je bil čevljar pri svojem delu, je skopi prodajalec stopil v njegovo delavnico in mu molče porinil list papirja pod nos. Tako, tukaj imaš. Na tem papirju je namreč pisalo, kolikokrat je čevljar prišel v njegovo prodajalno vdihavati vonj po prekajenih ribah. Čemu mi, spoštovani gospod, daje ta papir? Je vprašal čevljar. Kako? Čemu? Je vzkliknil lastnik prodajalne. Kako pa vendar misliš ti, se ti zdi, da lahko kar vsak človek hodi v mojo prodajalno sedeti in vdihavati, zastonj vdihavati vonj po prekajenih jeguljah, mojih jeguljah? Za takšen užitek je treba plačati. Čevljar je brez besede vzel 2 medeninasta novca, ju položil v skodelico, pokril z dlanjo in jo pričel stresati. Pri tem sta novca tako glasno žvenketala, kar celo minuto jih je stresal. Nato je skodelico odložil in rekel. Tako, zdaj sva si bot. Kako? Kaj pa čvekaš? Nočeš plačati, kaj ne? Se je razburjal trgovec. Saj sem vam vendar plačal, odgovori čevljar. Kako? Kdaj si mi plačal? Ja, za vonj po vaših prekajenih jeguljah sem vam plačal z žvenketom mojih novcev. Kaj še hočete? Če pa mislite, da je moj nos dobil več kakor vaša ušesa, rade volje še stresam tole skodelico kakšno minuto. No, trgovec je ugotovil, da se čevljar dela norca iz njega, pa se je obrnil
in odšel iz prodajalne.